Jaz sem bivši revozov delavec. Najprej sem delal 1 leto v dnevni izmeni, potem smo šli pa v nočno izmeno. V nočni izmeni je potekalo delo v različnih strojih. Stroji so se tudi kvarili veliko. Ko so se stroji kvarili, si bil v bistvu praktično ti kriv, če je prišel do ali zastoja ali zmanjšanih kosov. Premalo kosov, ne, če je bilo narejenih, si bil ti kriv, ne. Skratka, tako bom formuliral vprašanje. V primeru, da je prišlo do zastoja proizvodnje ali pa, da je prišlo do napake, kakšna je bila procedura in kdo je prevzemal odgovornost za to? Odvisno, kakšne napake. Recimo, če je to pri tvojem stroju, si mogel to v najkrajšem možnem času nadoknaditi. Če nisi mogel nadoknaditi, ker je bila norma ful visoka, si bil praktično ti kriv, ne, ker si kao prepočasi delal. A mi lahko pišete te norme? Kakšne so? Lahko poveste recimo za boljšo predstavo, rekli ste, da so zelo visoke. Kako to izgleda? Recimo, koliko je to na uro? Okrog 40 kosov na uro. To se pravi, norme so tako normirane, da recimo, če si več kot 10 sekund v bistvu prej naredil, si dobil dodaten posel. Nisi smel biti več kot 10 sekund od posla do posla fraj. Skratka, če si bil prehiter, te je teplo po glavi. V bistvu so ti dali dodaten posel. Kaj pa... S tem, da so bili že normirani dela pač, da so imeli dodaten posel. Ker mnogi delavci so trdili, sicer veliko si jih ni upali pač to zelo javno priznati, ampak veliko si jih je pridušali, da so te norme, ki so postavljene, čisto nehumane in da jih je zelo težko slediti in človek več kot toliko časa tak tempo hud ne more. To je res, to je izjemno hud tempo, še posebej poleti, ko je vročina velika, si moker, dobesedno moker, ljudje imajo povoje v revozu na glavi. Dobesedno piti moraš ogromno pijače, piješ skusi že in tako da. Pa poskrbijo za to saj? Pijačo si moraš sam nabaviti. Kaj pa klima? Imaš napajalnike, imaš en napajalnik, da si pa kupuješ pijačo. Klime v bistvu v revozu takrat ni bilo. Recimo, ko se je beton segrel, to je bila temperatura okoli 25-28 stopinj, obupno vroče je bilo noter. Mogel si pa biti zavit, mogel si imeti rokavnike, mogel si biti dolge hlače, nič, če si kaj skrajšal hlače, zavihal, pač nisi smel to delati. Zaradi varstva pri delu. Tako, točno to. Ampak glede na take v bistvu težke pogoje dela, vročina, napor in tako naprej, kako je bilo pa zdravjem delavcev? To je bilo veliko bolniških odsotnosti. Bolniške odsotnosti so se kazale v tem, da nisi dobil dopusta, težko si dobil dopust, ker je zmeraj ljudi manjkalo. Tudi pri menjavi, menjava je bila le na papirju, 75% nisi sploh mogel dobiti menjave, še posebej problem, ko si mogel na WC. Nisi mogel na WC, bog ne daj, da si dobil drisko. Ne moreš na WC, ker so razdalje tudi dolge. Od delovnega, so različne razdalje, v bistvu imaš par minut hoje do WC-ja, v eno stran. Konec koncev so to velike hale, ne? Tako, ja. In če sem prav razumela, pa so ljudje, ker jih je ogromno zbolevali zaradi napora, zaradi vročine, zaradi dolgih delovnih ur, zaradi prevoza konec koncev, pa so ljudi hodili na bolniško ali kaj se je z njimi dogajalo, ker izpad, kakor pravite, je bil zmeri ogromno. Ogromno ljudi je bilo na bolniški, eni so tudi bolani delali, različno je bilo to, odvisno od posameznika. Ampak na dolgi rok, kaj se je z njimi zgodilo? Na dolgi rok so bili dobesedno, so se pohabljevali. Pa revoz je kdaj prevzel odgovornost za to, je poskrbel za te ljudi, jih je, ne vem, invalidsko pokojil, ali kar se je z njimi zgodilo? Bili so zdravniški pregledi, pač, ne, zdaj kaj so ugotovili, ne vem, v glavnem sam moraš to, si moraš za svoje zdravje poskrbeti več ali manj. Kakšne so bile pa plače? Plače so za ta posel mizerne. Plača od 600 € dalje, dnevna izmena 600 do 700 približno tu nekje. Nočna izmena je bila zdaj nazadnje, koliko sem slišal, okrog 900 €. Takrat je bilo po 800, ko sem bil okoli 800. Ampak rekli ste pa, da osebno poznate izjeme, ki so delali recimo nočno izmeno plus dodatno delo in ker so bili
tuji državljani dejansko so prejeli nižjo plačilo. Tako. Lahko še kaj o tem Recimo, poveste? bil je en primer, pri nas je delal en Bosanc, drugače po revozu je bil Bosancev ogromno, pri enemu njegovemu gazdi, oni rečejo gazda tem delodajalcem, ki je delal svoj nočni šiht, dobil je okoli 500 evrov plače, s tem, da je mogel tudi za vikende delati pri čistilnem servisu, ta gazda je imel namreč čistilni servis in je mogel pucati za isti denar. In kao da mu je dal neko nagrado, ne? Mi smo dobivali okoli 800 evrov, dobil okoli 500 evrov. Gazda, oziroma ti gospodari, ki ste jih omenili, to so verjetno lastniki agencij, Tako, ki iz ja. tujine. Bosanci jih imenujejo gazde. Ampak zanimivo, kako so Bosanci bili hvaležni pri delu. Recimo, revoz ljubi Bosance. Bosanci so tiho, delajo, skoraj nič ne rečejo. Recimo, bili so primeri, ko sem jaz delal v nočni, so Bosanci, samo Bosanci prihajali. Bili so tudi ostali, recimo Bolgari so bili, tudi Makedonci, mogoče nekaj Srbov, Hrvatov tudi malenkost. V glavnem največ je bilo Bosancev, je bil ocean Bosancev. Kaj pa lokalno prebivalstvo, Novo mesto in okolica, ljudje hodijo delati v revoz ali se otepajo te službe, je zato toliko tujih državljanov ali v čem je? Tujih državljanov je prav zaradi tega, ker slab glas seže v deveto vas. Se razvejo. Nizka plača in kakšen je pač, kako se dela v revozu z ljudmi in kakšen je pač tempo dela. Ampak niso vse prakse slabe. Vi imate, če sem prav razumela, tudi dobro izkušnjo, pozitivno eno, z drugo firmo, ki je v podobnem biznisu. Tako, je precej manjša, ena firma je precej manjša, ne bom imenoval, katera firma je. Ne, se zanima sama vaša izkušnja, ker ni zmeri samo tako, pavze so bile 10-minutne, s tem, da je dosti manjša firma, dosti krajše razdalje. Dosti vse prijazno, če nisi ti kriv, je bilo vse ok, če si bil ti kriv, ko si nov narediš napako, itak narediš napako, ko si nov, ne, zaradi tempa, pa zaradi pač bolečin v rokah. Pa stres je neverjetno. Tudi stres, ja, pač, ko boš naredil, ne, ampak pol, ko se to udomačiš, pol pa ni panike. V revozu je recimo tudi isto, na začetku rabiš kar nekaj cajta zaradi fizičnih bolečin, odvisno od posla, te lahko boli bilo kateri del telesa, odvisno kaj delaš, ne. Pač, kaj sem še ostal? Primerjava revoz, ta manjša firma, ne, da pač tukaj je bil odnos tisti, ki je bil. Istočasno se moraš domačiti in po enem mesecu približno ti bolečine izginejo. Bolečine trajajo približno en mesec, ker imaš novi posel oziroma nove gibe, zaradi novih gibov, ne. To je v vsaki firmi, tako, ja. Ko se trdiš, v bistvu izgine praktično. Ampak v revozu pa ni bilo tako, ker če sem jaz prav razumela, je šlo pač in za tresljaje, in za napoje, in za nerodne položaje, in za narodne gibe, ponavljajoče, niso pa nič naredili, da bi odpravili, ublažili, Oblažijo s tem, recimo, v firmah tudi v revozu je to, da rotiraš. Nisi skus na istem mestu, ampak da obvladaš 3 delovna mesta, ne buše pa celo linijo, recimo v revozu, ne. Tudi v ostalih firmah, tam, kjer sem bil v eni drugi firmi. Recimo, to je pa v bistvu že kar orang, moraš se spoznati na zadeve za enega minimalca, za tekoči trak. To je res, ja. Lahko malo več poveste o tem? Ja, to je v bistvu zaradi tega narejeno, zaradi teh enostranskih gibov, da ni ena preobremenjena, da ima še druge gibe, kao da te dobesedno obremenjen, da si ves, ne, praktično zaradi teh gibov, ne, oziroma s tem tudi bolečine ne občutiš praktično pol. Ker tako, kot ti rotiraš, tudi bolečina rotira, ne? Ja, tako, ja. Kaj pa delovniki? Ja, delovniki so bili v bistvu takrat v nočni izmeni. Delali smo, recimo, se je dogajalo v nedeljo zvečer smo začeli, ponedeljek zvečer, torek, sreda, četrtek, petek zvečer. Se je pa dogajalo tudi, da smo delali 3 tedne zaporedoma. Nedeljo zvečer, od nedelje do petka zvečer. S tem, da sem sam en dan spal po nočni izmeni doma. Ljudje so se ful bunili, tako da v glavnem niso nič pač ukrepali. Je pa tudi zanimiva situacija, to je bilo v času okrog novega leta, ko je bil rekord v izdelavi avtomobilov leta 2008, mislim, da je bilo, so pač rekord, da bi jo zrušili, ne. In smo tudi med pavzami mogli delati, med malco. Ste bili kaj stimulirani, ste dobili kakšno božičnico? Ja, v revozu je bila božičnica, to je res, tudi regres smo dobili, v bistvu dobimo vse, sam ni to toliko denarja, koliko je to vredno drugače.
hotelu. Skratka, ne odtehta. Dobimo vse, revoz plača, to nimam kaj reči, plačajo, da. Zdaj, glede, kaj se tiče banke ur, ne? Pri banki ur so nas pa zafrkali, ne? Banka ur je sistem ur, ki gre tiste ure, katere so, bi bile kot nadure, recimo sobotne, so šle v banko ur, niso šle, da bi plačali, ne? In kaj je bilo? Banka ur je bilo to različno, ne? Vsak je imel različno ur v banki, ne? In ti si koristil kot navadne ure, tista razlika je šla njim. In to smo v bistvu štrajk imeli, to je bilo eno soboto, se spomnim, smo šli domov in potem smo mogli na razgovore iti. In disciplinske smo mogli iti zaradi tega. Prav zaradi tega, ker smo šli takrat domov. Ampak potem pa je, ne vem, so inšpekcije, nekaj, mi se zdi, nekaj se je zgodilo, da so to ukinili banko ur. In so vse plačali. To je bilo v revozu takrat. Bi lahko trdili, da gre v revozu za izkoriščanje tako navadnih delavcev, kakor tudi tujih delavcev? V bistvu pauze so definitivno prekratke. Recimo v revozu je bila 5 minut pauza, v drugi firmi, ki sem delal, so bile 10 minut in dvakrat pauza. Recimo v revozu je bilo pred 12 uro 5 minut, v tisti firmi, ko sem pa delal, je bila pa dvakrat na vsake, recimo okoli 9 sem imel malco, potem je bila malca čez 11 uro, pa okoli 1 ure, dvakrat je bila do 2 ure, mislim pauza, ne malca, se opravičujem, 10 minutna. V eni manjši firmi, ko sem delal v revozu, pa samo 5 minut pauza. Ampak glede še Bosancev bi še nekaj povedal. Glede Bosancev v revozu imajo zelo radi Bosance. Eden od Bosancev mi je celo rekel, vi bi mogli imati prednost pred nama, ki ste domači, kao. Meni je osebno rekel en Bosanc, ne. Jaz sem se v bistvu v revozu s vsemi razumel, vsemi narodnostmi, z domačimi, tako da nisem z nobenim skaran, ne. Korekten, prijazen, zabavali smo se dosti tudi, ne. Pač, koliko smo se lahko, ne glede na posel, med pauzami še posebej, ne. Tako da, recimo, majster je rekel Bosancu, ti boš delal še 4 ure. Bosanci pri rotničkah mahali, bom, z veseljem, Bosanc delal, ni panike, ne. Poli se je to dogajalo, takrat, ko ste bili v nočni, da je rekel, majster Bosancu, ti boš delal 8 ur še. To se je dogajalo, v bistvu takrat v tistem oddelku, ko sem jaz delal, se je dogajalo, da so delali 2 šihta. Tretjo noč je Bosanc sredi noči zaspal. Brez naušnikov, mogel si imeti čepke ni imel, zaspal po malci, gotovo, amen, pol še ni delal 2 šihta, po 8 ur. Bosanci so zelo v bistvu tiho in vse potrpijo praktično. Mi Slovenci pač nismo tiho, ne? Pa gre za to, da pač izkoriščajo in ene in druge, ali so mogoče oni preveč trpežni, pa mi preveč razvajeni, ali zakaj gre tukaj po vašem mnenju? V bistvu gre za izkoriščanje. Izkoriščanje celi črti. S tem, da Bosanci so tiho. V tem je razlika, ne? Zakaj pa več Slovencev ne spregovori? Ljudje se bojijo, še posebej tisti, ki delajo v revozu. Ogromno se jih boji, ali pa nočejo tudi o tem govoriti, ne. Recimo, so apatični dobesedno, ne. Pustimo to, kaj, dobro, ajde. Recimo, v tem smislu, ne. Ni upanja, da bo šlo na boljše? Treba to spremeniti na celi črti. Kaj pa stres, glede na to, da imate take norme, da so take fizične obremenitve? Recimo, primer, jaz sem 9 ton materiala sam premetal na dan. 9 ton pleha, plus delati moraš, ne. Premik materiala pleha 9 ton. To je to, na dan. Pol to računaš, ne. Kaj pa, kaj veste o tem, kar se govori zdaj, da, oziroma to je že bilo, ne, da v principu ljudje, ki bodo na zavodu in bodo napoteni preko zavoda v revoz, da ne bodo mogli odbiti? V bistvu, jaz sem slišal, baje od Cerarja, glih baje, ko je bil Cerar tukaj na Dolenjskem, je baje dobil od revoza namig, da ne more revoz dobiti ljudi in da se bo on pozanimal na zavodu, zakaj je to tako, oziroma kaj bi naredili s temi ljudmi, ki nočejo iti v revoz delati, v smislu, kaj je s temi ljudmi, ne. Treba bi se pa vprašati obratno, ne. Kaj je z revozom narobe, da ne grejo ljudje delati v revoz? Se pravi, v bistvu je tako, kot zmeri prelaganje krivde. Tako. Se pravi, Recimo v revozu bojo spet zaposlili Bosance, dobili bojo subvencije od države in to je to.
Lahko kaj več na temo subvencij, državnih pa revoza poveste? Državne dobičkov, pa tako subvencije, naprej. dobički v bistvu predvidevam, da grejo v Francijo, oziroma skupina Renault ima dobičke. Država v bistvu pred revozom poklekne, to bi mogel Renault financirati, ker je to njegova tovarna, ne. Ker itak zaposlujejo večinoma Bosance v revozu. Tako da, ali pa Bosna mogla dati denar revozu. Recimo, jaz nimam nič proti Bosancev, okej, pač prišli so delati, ni panike, ne, samo mi bi mogli imeti prednost, ne, pred Bosanci. Ko nam eden od Bosancev je meni to rekel, ne, ko sem prej omenil. Ampak si sam veš, zakaj, ne? Ja. Si sam znaš odgovoriti na vprašanje. Ne komplicirajo, tiho držijo jezik z zobmi in garajo, to je to. Točno to. S tem, da recimo ta novi projekt Twingo trojka, ne, ful ljudje trpijo, ker so že zmeraj bolj v bistvu normo tempirajo, ne. Mi smo recimo imeli 300-320 v 8 urah vozil, ne. Kaj pa zdaj? 320 deljeno 8, to je 4x8, 40, zdaj pa celo bo na 44 oziroma 45 celo razmišljal tu nekaj kosov in avtomobilov na uro. Recimo na pauzo, mislim, menjave ne moreš imeti, da te priste na WC težko, hitro moraš recimo, ko imaš 5-minutno pauzo, teč na WC, nazaj teč, če je slučajno prazen WC, okej, če ne moreš čakati. Če je gužva, moraš čakati, pa sploh tudi ne prideš na vrsto. A nimate pauze vsi istočasno? Pauzo imamo glede oddelkov, ne, recimo, montaža ima eno pauzo, karosernica svojo pauzo, lakirnica ima pač, ni cela firma Revoz ima istočasno pauzo. Tudi malce nimajo istočasno, ampak imajo pač po enotah malce, ne. Zdaj recimo, kar se tiče pohranjevanja, ogromno Bosancev je samo sendviče jedlo, a si pa je doma prinašalo hrano. So tudi šparali na hrani. Za malco ni poskrbljeno? Za malco v revozu je poskrbljeno, menijev je ogromno, malca je bila res v redu, to nimam pripomb glede malce. Tako da, Bosanci so pa šparali na malci, to sem hotel povedati, ne. Bosanci ali so sendviče jeli, ali so pa doma nosili, recimo vsaj tam, ko sem jaz delal, ne. Da so šparali pač, ne. Vsak evro, res, ne. Tako, ker recimo brez malce pa nisi mogel, orenk malce nisi mogel delati, ker ob 2. uri si bil spet lačen, ker si tukaj energija potrošil. Ste si uspeli odpočiti, kako, kdaj, oziroma kdaj, bom rekla, je sodo izbilo dno? Kaj je bilo tisto odločilno, da se niste več vrnili, oziroma da je bilo preveč? Sodo je izbilo dno tudi šikaniranja, v revozu so pa tudi šikaniranja nadrejenih. Šikaniranja so bila pa v smislu, če je prišlo do zastoja, pa če se ti je stroj pokvaril, še posebej, če se ti je izpraznilo. Recimo moj primer, ne, če se je stroj pokvaril, meni se je stroj pokvaril večkrat, tako da mi je eden od teh serviserjev rekel njihovih, da ne more odkriti, kaj je strojem narobe, ne. Pač delo je, včasih je bilo pol pač zmanjkalo mi materiala pač na zaloge, ne, pol zaloge mi je zmanjkalo, včasih se mi je pa tudi zgodilo dvakrat, da je cela zaloga, ne. In pol si ti kriv, ti si mogel pa dosti hitreje delati, ker recimo eni stroji ti dobesedno ne pustijo, da delaš hitreje, da si narediš zalogo, eni dopustijo, ne. Stroj, da si narediš zalogo, si mogel normo preseči, da si naredil zalogo. Kar mi je tudi ratalo, ne. Seveda, ampak si ti še zmeraj kriv, če nisi mogel narediti. Recimo v drugi firmi, ko sem delal, če se je kaj zjevalo, nisi bil ti kriv, ne. Ja. V revozu gledajo, da čim manj ljudi zaposlijo. Logično. In te pol tudi dajo dodatne posle. Naprimer? Še posebej, ko si normiran, recimo, ne smeš biti več kot 10 sekund fraj. Od kosa do kosa, ko delaš. Kako pa oni to preverjajo? Normirajo te. Vsako delovno mesto je v revozu normirano in deklarirano. Imajo posebne službe, ki to deklarirajo, normirajo ti. Koliko času se to naredi, v bistvu. V kolikih sekundah oziroma minutah. To je tudi splošno znano. Zdaj, Bosanci so tiho, v bistvu, to hočem povedati, ne. Bosance imajo izjemno radi. Najrajši. Dobro, najlepša hvala. Okej.